Papež Frančišek je med jutranjo homilijo, ki jo je imel med mašo v kapeli doma svete Marte, poudaril, naj cerkev ne bo navezana na denar in moč. Njena moč in njeno veselje naj bosta Jezusova beseda. V svetopisemskem odlomku iz prve knjige Makabejcev beremo o veselju izraelskega ljudstva. Očistili so lahko svetišče in ga ponovno posvetili, potem ko so ga oskrunili pogani in posvetni duh. Papež je izpostavil zmagoslavje teh, ki jih je preganjalo enoumje. Božje ljudstvo praznuje in se veseli, kajti ponovno je našlo svojo identiteto. Praznovanje je nekaj, kar posvetnost ne zna početi, ne more početi. Največ, kar lahko da posvetni duh, je malo zabave, malo hrušča. A veselje prihaja samo iz zvestobe zavezi. Današnji evangeljski odlomek nam približa prizor, ko Jezus iz templja prežene trgovce in pravi: Pisano je, moja hiša je hiša molitve, vi ste pa iz nje napravili razbojniško jamo. Kakor v dobi Makabejcev, ko je posvetni duh zasedel mesto čaščenja živega Boga. Sedaj se to zgodi na drugačen način. Capi dei sacerdoti, dice il Vangelo, e gli scribi avevano cambiato un po' le cose. Veliki duhovniki in pismouki, pravi evangelij, so nekoliko spremenili stvari. Vstopili so v proces propadanja in so umazali tempelj. Umazali so tempelj, je razlagal papež Frančišek in nadaljeval. Tempio è un'icona della Chiesa. La Chiesa sempre. Tempelj je podoba cerkve. Cerkev bo vedno doživljala skušnjavo posvetnosti in skušnjavo pomoči. To pa ni moč, ki jo zanjo želi Jezus Kristus. Jezus ne pravi, tega se ne počne, počnite to zunaj. Pravi, tu ste naredili razbojniško jamo. Ko cerkev vstopi v ta tok propadanja, je na koncu zelo grda. Po papeževih besedah gre tukaj za nevarnost pokvarjenosti. Sempre c'è nella Chiesa la tentazione della corruzione. E quando la Chiesa V cerkvi je vedno skušnjava pokvarjenosti in to je takrat, ko je navezana na denar in moč, namesto da bi bila navezana na zvestobo Gospodu Jezusu, Gospodu miru, veselja in rešitve. O tem govori tudi današnji evangeljski odlomek. Veliki duhovniki in pismouki so bili navezani na denar, na moč in so pozabili duha. Da bi se upravičili in bi lahko rekli, da so pravični in dobri, so duh Gospodove svobode zamenjali s togostjo. Jezus govori o njihovi togosti v 23. poglavju Matejevega evangelija. Bili so to ljudje, ki so izgubili čut za Boga, kajti navezali so se na denar in moč, na posvetnost. Pismouki in veliki duhovniki so se na Jezusa razjezili, je nadaljeval sveti oče. Jezus iz templja ni nagnal duhovnikov in pismoukov, ampak tiste, ki so tam kupovali in prodajali, tempeljske poslovneže. Duhovniki in pismouki so bili z njimi povezani in med njimi je bila sveta tangenta. Od njih so dobivali denar, na katerega so bili navezani in so častili to svetinjo. Evangelij je tukaj zelo oster. Pravi, da so veliki duhovniki, pismouki in tudi ljudski prvaki Jezusa skušali umoriti. Enako se je zgodilo s templjem Juda Makabejca, je pripomnil papež.